Spoštovani kolegice in kolegi, dragi prijatelji, tale naš Savinjski Triglav postaja premajhen za tako veliko regijo. Zdaj ne vem, kaj bomo naredili. Gore se običajno ne zravna. Glede na to, da je Ljubo obljubil, da bo to srečanje tukaj tradicionalno, ga tudi ne moramo prestaviti. Tako da organizacijski odbor do naslednjega leta zbira predloge, kako na majhno goro spraviti čim več ljudi. Bravo, Janez! Hvala pa seveda za to idejo lansko leto, ki je danes oziroma letos dejansko postala meso in je, ko se drugič zberemo, lahko rečemo, da je to že neka tradicija. Ko bo pa 10. obletnica, bo pa velika fešta. Takrat tudi ne bo pozebe in se bo dalo to tudi dobro zaliti. Mi smo imeli v Slovenski demokratski stranki v zadnjih mesecih veliko podobnih regijskih srečanj, kot je tole današnje. Posod nas je bilo veliko, posod je bilo veselo. Nekje regiji to še načrtuje, tam nekje do sredine oktobra. In ko bomo takrat potegnili črto pod te številke, nas, ki smo se zbirali na teh srečanjih, bomo prišli do velikega števila. To je tudi odgovor tistim, ki pravijo, da nas je premalo za neke resne spremembe. Jaz mislim, da nas je dovolj. Mislim, da nas je dovolj, zdaj, ko je eden od mojih predhodnikov, dr. Jože Pučnik, predsedoval v naši stranki. Takrat nas je bilo še bistveno manj, pa smo skupaj z ostalimi partnerji, takrat v Demosu, dosegli ključni cilj v zgodovini slovenskega naroda. Torej ni samo število pomembno, je pa tudi pomembno, in jaz pravim, nas je dovolj, samo vsak mora narediti svoje in Slovenija se bo prebudila iz te apatije. Zdaj, ko smo mi vodili vlado v obdobju 2004-2008, ko smo zaključevali tisti mandat, zdaj danes tistemu mandatu pravijo nekateri obdobje debelih krav. Marsikdo med vami se je rodil na kmetiji ali pa še danes živi na kmetiji in vsak ve, da je predvsem od gospodarja odvisno, ali so krave suhe ali debele. To tisti, ki se na to zgovarjajo, tisti, ki pravijo, ja, takrat je bilo fajn, ker je bila gospodarska rast in tako naprej, ni bilo krize in tako dalje, zdaj pa je stanje drugačno. Kot da tisti, ki ima oblast, ne bi imel nikakršnega vpliva na to, kakšno to stanje dejansko je. Tisto, kar, mislim, to je nek prazen voto izgovor, tisto, kar nas dodatno žalosti, je dejstvo, da slovenski osrednji ali pa režimski mediji to mirno prodajajo kot izgovor, ki je verodostojen. Zato, da se pravzaprav zakriva neka nesposobnost. In ta nesposobnost, dragi prijatelji, Slovenijo veliko stane. Ko smo mi zaključevali mandat leta 2008, je bil za nami mandat, ki ga je edino v zgodovini demokratične Slovenije neka koalicija končala v enaki sestavi, kot ga je začela. Za nami je bil mandat, ko so plače in pokojnine realno, ne nominalno, ampak realno zrasle za 24%. In za nami je bil nek mandat, ki je Slovenijo dvignil tudi v smislu mednarodnega ugleda v Evropi in v svetu. No in takrat je bil naš
naš dolg, naš javni dolg, manj kot 8 milijard evrov. Manj kot 8 milijard evrov in to je bil ves dolg, ki ga je leta 2008 Slovenija imela, vključno s tistim, ki ga je podedovala še od kraljevine Srbije in socialistične Jugoslavije. To je bil takrat ves naš dolg, bili smo druga najmanj zadolžena država v Evropi. No, potem pa je sledila politika nesposobnih novih obrazov. In ta politika nesposobnih novih obrazov, vodenih iz ozadja, je slovenski javni dolg povečala na 32 milijard evrov. Zdaj, ko je ranka Jugoslavije dokončno propadla, je bil dolg države, za katero smo govorili, da je močno zadolžena, nominalno bistveno manjši, kot je danes slovenski dolg. 32 milijard evrov pomeni, da moramo mi kot država, kot nacija imeti na leto gospodarsko rast preko 2%, zato da zberemo samo za obresti za ta dolg. In danes smo približno tam. Vse to, kar vsi Slovenci skupaj, vsa naša ekonomija, vsi, ki nekaj ustvarjamo, v seštevku, ko dodano vrednost ustvarimo v enem letu, damo v glavnem za obresti za ta dolg. Zato ni investicij, zato v mnogih naših cestah govorijo, da gre za asfaltni makadam, zato so kolone pred mostovi na regionalkah in zaradi tega, in to je, rekel, največja bolečina današnjega časa, po 25 letih življenja v samostojni državi, vsako leto na tisoče izšolanih mladih odhaja s trebuhom za kruhom po svetu. In še vedno, kljub tem katastrofalnim rezultatom te politike novih obrazov, vodenih iz ozadja, pravzaprav danes vsak dan poslušamo o tem, da je to rešitev tudi za prihodnost. Da ljudje ne zaupajo strankam, ki že obstajajo, da mora biti nekaj novega. Skratka, ponovno se pripravlja teren za neko novo prevaro. Zdaj pa se je treba vprašati, ali bo slovenski narod temu ponovno nasedel ali ne bo. Zdaj ne govorim zdaj o tistih, ki za take nove obraze volijo zaradi tega, ker vedo, da se za njimi skrivajo stari obrazi, ki dejansko vladajo. Tisti niso prevarani, tisti pri tem zavestno sodelujejo, mnogi tudi zaradi tega, ker imajo od tega korist, ker branijo svoje privilegije ali pa tudi kakšna nečedna dejanja iz preteklosti. Zdaj govorimo o tisti večini, ki se tega ne zaveda, ki naseda na lepe besede, ki nasede nekemu lepemu plakatu ali pa nekemu obrazu, ki ga potegnejo od nekod in pravijo, ta ni za nič odgovoren, vlada je slaba, opozicija še slabša, torej rabimo nekaj novega. Zdaj velikokrat tudi v politiki rabimo kaj novega, ampak ne na ta način, da je to novo zgolj neka krinka za vladanje iz ozadja. In ključen problem, spoštovani prijatelji, ki ga imamo danes Slovenci, je to, da je naša lepa država in družba prepletena z nekimi omrežji, ki delujejo iz ozadja, ki niti ne sodelujejo neposredno na volitvah, ki se ne izpostavljajo, se ne soočajo, ne želijo priti v televizijski studio in soočiti svoj pogled na situacijo s tistimi, ki mislijo ali pa mislimo drugače, ampak vse stvari urejajo preko raznih navez, ilegalnih, bomo rekel tudi kriminalnih, kar je vse dediščina nerazčiščene preteklosti. In ko se kaj od tega pojavi tudi na površini, ko kaj slučajno prije tudi na dan, ko se odpre neka tema, kako pravosodje, kakšne tuje države obsodi koga iz te naveze, tudi da se to itak ne more zgoditi, takrat kričijo na ves glas,
Pa to je preteklost, ne ukvarjajmo se s preteklostjo, ukvarjajmo se s prihodnostjo. Čez pol ure pa že sedijo na kakšnih proslavah pod totalitarnimi simboli, kjer govorijo samo o preteklosti. In vlečejo na dan preteklost in to tisto, ki je večino Slovencev zaznamovala ne za dobro, ampak za slabo. Torej, živimo v nekem času, ko je predvsem od tiste večine ljudi, ki jih zdaj že tradicionalno na vsakih volitvah preslepijo z lepimi besedami, lažnimi obljubami ali nekimi novimi obrazi, ali bo spregledala. Da na zadnjih volitvah, ki so bile nepoštene, nelegitimne, samo za primerjavo, avstrijsko ustavno sodišče je zaradi bistveno manjših nepravilnosti razveljavilo drugi krog avstrijskih predsedniških volitev in v začetku oktobra bodo Avstrijci še enkrat volili zaradi pomanjkljivosti, ki so bile bistveno manjše od tega, kar se je dogajalo leta 2014 v Sloveniji, pa pri nas ni bilo nekega varuha ustavnosti in zakonitosti, ki bi v to posegel, tega poguma ni bilo nikjer, niti na Slovenskem ustavnem sodišču. Skratka, na volitvah leta 2014 smo dobili neko oblast, za katero niti ne vemo točno, kaj je. Vidi se, da niti vlečejo ljudje, ki jih niti ne vidimo, ki niso v parlamentu, niso niti v vladi. Danes, ne vem, če tudi meni prvič dogaja, jaz vam ne znam našteti imena in priimke vseh ministrov in ministric slovenske vlade. Nekaterih nisem še nikoli slišal niti videl. Ali pa niso povedali nič takega, da bi si človek zapomnil. Enako velja za velik del. Enako velja za velik del državnega zbora. Sedijo tam ljudje, ki se praktično nikoli ne oglasijo, če pa se že, potem pa berejo kot papagaji pravzaprav iste stavke. In se ne splača niti polemizirati, ker tem tudi nobenega, intelektualnega užitka. So bili časi, ko smo bili opozicija, na drugi strani je bila recimo vlada LDS-a in takratni predsednik vlade, dr. Janez Drnovšek. Tam se je vsaj splačalo polemizirati, ni bilo vse prazno, kar si dobil nazaj. Zdaj pa, ko da bi se človek pogovarjal z sapo, ni refleksija, ni odgovora, ve se, da stvari nekako potekajo, ne smemo biti naivni, stvari tečejo v Sloveniji, nekdo odloča, vprašanje je, kam tečejo, ampak nekdo odločitve sprejema. In te odločitve v glavnem ne sprejemajo tisti, ki jih formalno požegnajo, bodi si v parlamentu, bodi si na vladi, ne da bi točno vedeli, zakaj se gre in kater lobby jih je te osilil. Niti verjetno predsednik vlade ne ve, kdo mu je kakšnega ministra ali pa ministrico podtaknil, ko je v neki situaciji, ko so novi obrazi, ki se niti niso poznali med sabo, dobili večino v parlamentu. In to je slabo. Tukaj pol ni odgovornosti, ni neke pregledne situacije. Tudi pač vložiš interpelacijo, tudi če minister pade, pride nek podoben ali pa še slabši. In Slovenija ni normalna parlamentarna demokracija, kjer bi se dalo tudi med mandatom, med enimi in drugimi volitvami, ko gre za parlamentarne stranke, stopiti skupaj, ko gre za neke stvari, ki so dejansko v skupnem interesu. Tega je danes bistveno manj, kot je bilo včasih, čeprav razen v našem mandatu s tem nikoli ne mogli biti zadovoljni. In na nek način je marsikaj, kar mi spremljamo na površini te politike, kot boj z mlini na veter. Kot boj z mlini na veter, ker pravzaprav do tistih, ki dejansko vlečejo niti ne prideš. Zdaj, seveda, vprašali boste, kako to spremeniti.
Kar se tiče vsebine, gledajte, Slovenski demokratski stranki ne samo, da vemo, kako to spremeniti, mi smo že v praksi dokazali, da to tudi zmoremo. Tudi zdaj, ne glede na to, da so bile zadnje volitve izjemno nepoštene, mi kot opozicijska stranka delujemo neko izjemno konstruktivno. Od začetka letošnjega leta je naš strokovni svet praktično vsak mesec predlagal reformne ukrepe in naša poslanska skupina je za mnoge od teh vložila tudi konkretne zakone, ki izboljšujejo ključne anomalije, ki jih srečujemo. Predlagamo reforme, ki jih vlada pravzaprav niti opisati ne zna. Vložili smo 2 zakona za financiranje in določitev ključnih infrastrukturnih objektov, kar je, rekel, rak rana v Sloveniji. Predlagali reformo in racionalizacijo državne uprave, predlagali reformo Slovenske vojske z ustanovitvijo nacionalne garde. Tik pred poletjem smo predstavili zdravstveno reformo. Takrat smo tudi povedali, da bomo ministrico, kolikor ne bo nič naredila, glede na stanje, ki se poslabšuje v zdravstvu, ministrico poklicali na odgovornost. Ta mesec bo naš strokovni svet predlagal rešitve za probleme na področju kmetijstva in tudi v prihodnjih mesecih bomo, kar se vsebine tiče, aktivni. Poleg tega imamo program, ki je celovit, ki smo ga, kolikor smo imeli parlamentarne moči, deloma že skušali uresničiti in ki je zgrajen na podlagi izkušenj, ki so v drugih državah delovali. Slovenija je vodila Evropsko unijo in Slovenska demokratska stranka je takrat vodila vlado. Vemo, kako so v kakšni drugi evropski državi dobro rešili kako vprašanje in ni treba odkrivati tople vode. Imamo tudi ljudi, ki so dobili takrat te izkušnje, ki imajo, bom rekel, to prakso in ta potencial je zdaj že po 6 let skoraj popolnoma neizkoriščen. Se pravi, kar se vsebine tiče, kar se tiče sposobnosti, kar se tiče kadrovske ponudbe, glejte, Slovenska demokratska stranka s tem nima problemov. Mi ne rabimo, ko gre recimo za imenovanje ali pa za postavitev senčne vlade ali pa strokovnega sveta, nam ni treba namesto ministra v senci za zdravstvo postaviti nekoga, ki ima fakulteto za družbene vede. Imamo v stranki na stotine zdravnikov, ki vejo, kakšni so problemi in kje je treba stvari reševati. In tako je tudi na drugih področjih. Slovenski demokratski stranki je pač tega znanja dovolj. Res pa je, da prej pade kakšna zvezda z neba, preden recimo nacionalna televizija ljudi, ki so včasih vodili sestave evropskih svetov za posamično področje v naši vladi, ne pokliče za komentar na kakšno aktualno temo. Vsi živi tako imenovani strokovnjaki solijo pamet Slovencem, tisti, ki so se pa dokazali za dokazano uspešne, ki so to uspešnost testirali tudi navzven, pa so na neki, bom rekel, neformalni listi, ki ne sme priti do slovenske javnosti. Da je vroč dan je in verjetno je ta govor že nekoliko predolg za to priložnost, zato samo še par stavkov. Vračam se na tisto vprašanje, kako to spremeniti. Na zadnjih volitvah, ki so bile nepoštene in nelegitimne, ni volilo polovica volivcev. Vsak drugi, tudi v tej regiji, Savinjsko-Šaleški regiji, v teh okrajih in teh volilnih enotah, so bila marsikatera volišča
na pol prazna. Je bilo stanje sicer nekoliko boljše kot nepovprečje, ampak kljub temu je bila volilna udeležba nizka. Vsak drugi, ki bi lahko volil, ni volil. In na 10 tisoče ljudi je ostalo doma. In to takšnih, ki nikoli ne bi podprli tega, kar se danes dogaja. Marsikomu je mogoče žal, marsikdo je začel razmišljati, ali je ravnal prav ali ni ravnal prav. In gledajte, to je tista sila, ki lahko spremeni stvari na naslednjih volitvah. Ne tisti, ki danes skačejo pod totalitarnimi simboli, silijo otroke, da se šemijo v bom rekel nekaj, kar je sicer del naše zgodovine, ampak negativne. Zdaj tukaj je škoda izgubljati energijo. Namreč tisti, ki niso volili, ki so ostali doma zaradi različnih razlogov, predvsem pa zaradi, bom rekel, nepoštenih in legitimnih okoliščin zadnjih volitev, tisti so ključ do sprememb. In na Slovenski demokratski stranki, v tej regiji, v drugih regijah, v naših mestnih in občinskih odborih, je dovolj, da to spečo silo prebudimo. Vsi veste, o čem govorim, vsi poznate te ljudi. Povsod so. Povsod so. In namesto, da včasih sedimo kje v kakem kotu in se pogovarjamo, kako se nič ne da spremeniti, pristopimo do njih. To je težko delo, ampak je edina pot do uspeha. Jaz sem prepričan, da to zmoremo. Nenazadnje v tej Savinjsko-Šaleški regiji je veliko odborov, ki ste že doslej dosegli sjajne rezultate, tako na lokalnih kot na državnozborskih volitvah, kateri praviloma zmagujete, na županskih volitvah. Tudi tukaj je še veliko potencijala. To, da nekje zmagaš z rezultatom, ki je sjajen v odstotkih, 30-40%, tudi več ponekod. Hkrati je pa volilna udeležba polovična, se pravi vsak drugi je stal doma. Glejte, tukaj so velike rezerve, mogoče celo lažje dosegljive kot tam, kjer je več betona. Tam, kjer je pa več betona, pa potrebujejo našo pomoč iz tistih okolij, kjer ste dokazali, da znate, kjer ste našli načine za to, da prepričate druge v naš program, v našo ponudbo, in te izkušnje je pač treba deliti med seboj. Tudi zaradi tega so takšna srečanja, kot je današnje, dragocena. Tukaj nismo samo zato, da pač nekateri govorimo za tem mikrofonom, ostali poslušate, pa tudi ne samo zaradi prijetnega druženja, smo tudi zato, da se spoznamo med sabo, da vidimo tudi, kje lahko dobimo, rekel, kak nasvet, kako pomoč. Ta regija je zelo velika, osebno se članstvo ne srečuje, razen ko se dobimo takole, in zaradi tega je, bom rekel, ta tradicija, o kateri se je tukaj že govorilo in o kateri sem govoril na začetku, tako pomembna. Zaradi tega so takšna druženja in takšna srečanja tako pomembna, in naj se na koncu zahvalim vsem, ki ste prispevali k temu, da smo lahko danes na ta čudoviti dan, na tem čudovitem kraju, v tej prijetni družbi in v tej dobri logistiki. Še posebej vodstvu regije, pa rekel, še posebej matičnemu odboru, Ljubotu, predsedniku občinskega odbora Polzela in vsem ostalim, ki ste, bom rekel, tudi fizično pljunili v roke za to, da danes lahko stojimo na tem odru. In to pozitivno energijo, ki se je tukaj zbrala, ponesite domov, v svoje občinske odbore in v svoje okolja. Več je boste razširili, več nas bo tukaj naslednje leto na tretjem, tokrat res, bom rekel, tradicionalnem srečanju, in boljši bodo tudi volilni rezultati. Ker pa, kot že rečeno,
ste se zbrali na regijskem srečanju regije, ki je, rekel, v okviru Slovenske demokratske stranke ena najuspešnejših po rezultatih, če se štejemo rezultate tam od leta 1994 naprej, ko se je tukaj dosegel preboj, še posebej v Zgornje Savinjski dolini. V seštevkih ste, mislim, da med 3 najboljšimi regijami v državi in hvala vsem, ki ste to dosegli. Tudi zaradi tega je pomembno, da se takole srečujemo in družimo, tudi naredimo kako skupinsko fotografijo, da se čez nekaj dni, ko beremo v kakem časopisu, da se je tam pa zbrala peščica podpornikov SDS, ne, vemo, kaj je res in kaj ni. Ne. Torej, hvala še enkrat za to, da ste danes prišli, ne, da ste, bom rekel, žrtvovali ta lep, čudovit nedeljski dan za naše druženje. Hvala za to, da ste tukaj prispevali, podelili, pa tudi prejeli pozitivno energijo, ki jo bomo širili okoli po regiji, po občinskih odborih, v naših okoljih in ki jo bomo vgradili kot enega od temeljnih kamnov naše bodoče zmage. Hvala lepa.